Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Poročilo Komisije za preprečevanje korupcije odpira številna vsebinska, pa tudi formalna vprašanja. Že v tem dnevu, v današnjem dnevu in v včerajšnjem dnevu se je pokazalo, da je izrazito pristransko, neverodostojno in tudi iz tega razloga je bila danes izražena tako visoka podpora na svetu stranke gospodu Janezu Janši. Vsaj, kar se tiče gospoda Janeza Janše, se ta formalna vprašanja ne odpirajo samo v okviru članstva stranke, ampak tudi v okviru pravne stroke. Za ničemer ni izkazano tisto, kar je očitano kot najbolj sporno, povečanje premoženja, ki naj ne bi bilo utemeljeno, nasprotno, dejstva, preverljiva dejstva, govorijo drugače. Dodatno neverodostojnost temu poročilu pripisuje oziroma utemeljuje tudi dejstvo, na kakšen način je bilo to poročilo posredovano v javnost. Dejstvo, da je dan predtem, predno je bilo strani Komisije za preprečevanje korupcije posredovano v javnost, za to poročilo izvedel gospod Virant, predsednik Državnega zbora. Dejstvo, da so v enem poročilu, kljub temu, da gre za 7 ločenih individualnih primerov, obravnavani vsi ti primeri skupaj in ne vsak posebej individualno, in dejstvo, da ni bila dana možnost tistim, na katere se poročilo nanaša, tudi ne gospodu Janši, da bi lahko na ustrezen način in v skladu z določili poslovnika in zakona, ki utemeljuje ravnanja Komisije za preprečevanje korupcije, tudi pojasnili oziroma utemeljili svoje navedbe. Poleg teh formalnih vprašanj, ki na nek način kažejo zelo čudni luči delovanja komisije, če zanemarimo tudi pristranskost sestave v smislu enega izmed članov komisije, ki je v svojem preteklem delovanju bil izrazito neobjektiven in pristranski pri poročanju glede gospoda Janše. Poleg teh formalnih vprašanj, ki gotovo terjajo razmislek tudi glede samega načina delovanja, komisije pa so pomembna seveda tudi vsebinska vprašanja. Ni mogoče na tak način povzročiti v Republiki Sloveniji politične krize. Mislim, da smo na točki, ko je od tega, ali bo Slovenija na nek stabilen način nadaljevala svojo pot, odvisna tudi naša skupna prihodnost. In odločitev, ki je bila danes sprejeta, mislim, da je bila odgovorna in utemeljena in zahteva tudi resno tudi vseh ostalih koalicijskih partnerjev.